Živijo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o kanalih oziroma o kanaliziranjih v smislu tega duhovnega kanaliziranja, ko se neka oseba, ki je v tem človeškem fizičnem telesu, poveže z nekim bitjem oziroma odstopi svoje fizično telo, da lahko neko bitje iz drugih dimenzij obstoja, se pravi iz tega duhovnega sveta, vstopi v njeno telo in uporabi njeno telo za komunikacijo z ljudmi, ki seveda potem to osebo pridno poslušajo. No, kaj se ne ve glede kanaliziranja oziroma kakšna so zmotna prepričanja? Ljudje mislijo, da kar pride preko teh ljudi, ki se imajo za kanale, da je to čista resnica. Da so to sporočila nekih duhovnih bitij, nekih bitij iz drugih dimenzij, ki nam hočejo samo dobro in nas želijo usmerjati na tem svetu, tako da bi lahko živeli tukaj v večji sreči in zadovoljstvu, da nam prinašajo neke informacije, ki so za nas koristne, da se bomo lahko z njimi pomagali v življenju. No, v resnici je pa tako, da vsi ti ljudje, ki so kanali, so imeli posebej določena življenja, so bili že v onostranstvu, v duhovnem svetu sprogramirani za to, da imajo te določene sposobnosti, in njihov namen je bil to, da nas zavajajo, da nas slepijo in da nas držijo na predprogramirani poti. Kajti na tem svetu, kljub temu, da mislimo, da smo svobodni, pa ne govorim tukaj o tej svobodi v smislu, da nisi v zaporu, ampak čeprav mislimo, da smo na tem svetu tako pod vplivom naše lastne svobodne volje, je resnica drugačna, in sicer smo bili že v času pred inkarnacijo določeni za to, kakšno življenjsko zgodbo bomo živeli, kakšen bo naš scenarij. In naložili so nam določene programe, določene miselne vzorce, določene želje, tako imenovano karmo, in potem so nas bitja zasledovala, torej sledila, opazovala so našo življenjsko pot in potem ugotavljala, ali dejansko živimo to vnaprej začrtano življenjsko pot, ali smo začeli od te poti kaj odstopiti. In če so ugotovili, da od življenjske poti odstopamo, potem so spisala določen scenarij za te ljudi, ki kanalizirajo, da so nas preko teh besed spravile nazaj na to vnaprej začrtano pot. Ti scenariji so bili zelo skrbno pripravljeni, skrbno se je določila vsaka beseda, s kakšnim tonom bo to besedo ta kanal oziroma portal izgovoril, ali se bo uporabila tudi kakšna gesta fizičnega telesa, da se bo dosegel še dodaten učinek. In potem se je ta scenarij, to besedilo posredovalo temu kanalu, da je potem to izgovoril. Seveda to ni bilo napisano na papir, ampak to so bili programi v smislu teh meddimenzijskih programov. Skratka, videli boste, da ljudje, ki kanalizirajo, njihove besede so izjemno zveneče. Uporabljajo besede, kot so dobrodošli, prijazno vas pozdravljamo, dobrohotni smo, hvala, ker nas poslušate, prinašamo vam ljubezen, srečo in veselje, hvala, ker ste tukaj, da boste
doživeli nekaj čudovitega, da boste slišali fantastično znanje, enkratne informacije o temu in bla bla bla, tako naprej. Ogromno nekih informacij, ki se zdijo zelo nekaj zanimivega, zelo nekaj učenega, nekaj fantastičnega, ampak nič od tega z namenom, da bi se pripomoglo k večanju zavedanja ljudi. Samo neke informacije, kupica informacij, ki se jih ne more preveriti in za katerimi se človek ne more takoj v tem trenutku praktično pomagati, da bi prišel do večjega zavedanja. Vse te informacije so bile posredovane samo z tem namenom, da nam vzpodbudijo upanje, da nas potolažijo, da nekako osmislijo naše trpljenje, da nam dajo vedeti, da trpimo za nekim namenom, da je to koristno, da se z tega nekaj naučimo, da obstaja neki večji načrt in da moramo samo zaupati in upati na boljšo prihodnost in čakati, da se bojo stvari spremenile. Celoten namen tega kanaliziranja je, da nas ta bitja razdvajajo od resnice, od nas samih, od zavedanja v tem trenutku, od zavedanja svojega lastnega dihanja, da naš hiperstimulirajo z novimi informacijami, z zvenečimi besedami, da nas povzdignejo, da aktivirajo naša čustva, ker te besede so kot neke tipke, za katerimi ti kanali pritiskajo na naš čustveni mehanizem, da igrajo na nas kot na čustveni inštrument, da potem, ko slišimo te besede, da smo vsi nekako navdihnjeni, srečni, zadovoljni in seveda vse to nima nobenega praktičnega, koristnega pomena za naše življenje, ampak nas še bolj ujame v to umsko, energetsko ječo. Pazite se torej ljudi, ki na ta način kanalizirajo, ki se oblačijo v neka eterična, pisana oblačila, kakšne rožnate, rumene, svetlo-modre barve, ki se obdajajo z nekimi mandalami, z svečami, z tančicami, ker vse tisto, kar na zunaj zgleda privlačno in lepo in kar se na zunaj lepo sliši, je namenjeno samo za to, da nas s tem zavajajo, da nas slepijo. Tisti, ki hočete več zvedeti o tem, ali ki hočete zvedeti resnične informacije o tem, kako ta svet deluje, kako nas je duhovna hierarhija do zdaj zaslepljevala, kako je deloval ta sistem zasužnjevanja iz duhovnega sveta, ki se je odražal tudi na tem svetu preko te naše hierarhije v smislu političnega vodstva in denarnega sistema. Vas vabim, da si pogledate povezave v opisu tega videoposnetka in se izobrazite o tem, kaj je resnična resnica. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.